Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o črevesju, govorili bomo o glutenu in o prebavi. No, star kitajski pregovor pravi, česar ledvice in mehur ne morejo izločiti, mora izločiti črevo. Česar to ne more izločiti, mora izločiti pljuča. Če vse skupaj ne zadostuje, priskoči na pomoč koža in tisto, česar ne more izločiti koža, nas vodi v smrt. In to je čista resnica. Glejte, dnevno ali pa dejansko, če gledam ta teden, sem dobila nekaj vprašanj. Zdravo se prehranjujem in kljub temu prebava ostaja zabetonirana, ne vem več, kaj naj spremenim. No, v osnovi odgovor je preprost in ste že pomislili, da bi bili lahko alergični na gluten oziroma da je vse, kar je iz pšenice, za vas škodljiva zadeva. No, zdaj pa poglejmo naprej. Prvo bomo obdelali kandido, zato da bomo izključili, ne bomo šli lepo kljukce narediti. Prva zadeva, kako preverite, kaj če imate kandido. Ker če imate težave s kandido, preveč zakisano telo, pomeni, da imate vrenje v črevesju, da ste ves čas napihnjeni, da imate občutek, kot da ženska, da ste v 6. mesecu nosečnosti. In mogoče opazujte malo svoje telo, da se vam dogaja, da recimo pojeste nekaj od testenin od kruha in vas napihne. Lahko je zadaj kandida. Kako preverite, če imate kandido? Zjutraj vzamete kozarec vode in v ta kozarec pljunete prvo slino in če se potopi, če nastanejo take lovke kot neka hobotnica, pomeni, da imate zakisano telo. No, danes mi je ena gospa rekla, pa saj to imamo pa vsi zakisano telo. Zakisano telo je podlaga za bolezni in kdor ima težave z zakisanostjo telesa, ima verjetno težave tudi na kakšnem drugem področju. Prvi znak, da je možno, da imate zakisano telo, ne samo prebava, ampak so vneti sklepi, bolečine po mišicah, počutite se slabo, imate pogoste glavobole, lahko se vam v glavi vrti, lahko vam pogosto gre na jok in imate občutek, da sploh niste doma v svojem telesu. Ženske imate pogosto težave z vnetji nožnice. Lahko se vam dogaja, da imate tudi neredne menstruacije, da se enostavno počutite sesute. Logično, ker ste sesute, vam ni ne do spolnosti, ne do ničesar. In če greste z vsemi temi simptomi k zdravniku in rečete, imam nespečnost, se slabo počutim, mi gre na jok, boste pa v vsej verjetnosti dobili antidepresive. No, da vam povem, jaz nisem zdravnica, jaz po poklicu sem iz strojništva izviram, ampak če gledam telo kot tehnično, kako deluje, so stvari povsem enostavne. Zdravjem ljudi se ukvarjam zdaj že 25 let, tako da je to kar lepa doba, oziroma že kakšno leto več. In v tem času sem nabrala res veliko takega praktičnega znanja za vsak dan. In zdaj bomo pogledali, kako urediti naše dobro počutje, ker glejte, če ne dela prebava dobro, se zašteka cel sistem našega telesa. Zadnje čase se veliko govori o tem, da je prebava, so drugi možgani. Poglejte, črevesje, če obrnemo sliko okrog, dobesedno nastanejo možgani. In kdor ima težave s črevesjem, ima seveda težave tudi z možgani. Zaradi tega, ker hranilne snovi se dejansko v črevesju vsrkavajo in če ne pride do vsrkavanju, nima telo za vsrkati nič drugega kot strupe. In kam jih odlaga? Pač v mehka tkiva. In mehka tkiva, ko so zastrupljena, se začne dogajati, da imamo težave. Zdaj pa poglejte skladišča strupov. Kam potem telo odlaga to, kar bi pač moglo iti preko črevesja ven? Prva zadeva, lahko se vam pojavljajo glavoboli, slaba koncentracija, lahko se vam pojavljajo bradavice, celulit. Celulit je točno skladišče strupov in glejte, če se lotite razstrupljanja, tudi da odstranjujete amalgamske zalivke, ste pomislili, da mogoče takrat bilo pametno več uporabljati kalcija, zato ker kalcij deluje na to, da grejo strupi iz telesa ven. Kaj dela kalcij? Glejte, jaz uporabljam tega Kalmag od podjetja Neolife in v glavnem noter je razmerje kalcij-magnezij, je 2-krat več kalcija kot in magnezija, plus D3 vitamin. In dejansko ta kombinacija, no predvsem kalcij mora biti naraven, deluje na to, da se te kisline spremenijo v soli
in jih potem dobesedno polulate iz telesa, ven grejo preko vode. Kdor ima pomanjkanje kalcija, ostajajo strupi v telesu. In zdaj prav za dame, ki se lote anticelulitne masaže in tako naprej, bi takrat rabile več stvari za razstrupljanje. Potem skladišča strupov so seveda tudi sklepi. In če imate občutek, veste, da vas vse boli po sklepih, da vas hrbtenica boli, kolki bolijo, kolena bolijo, to so skladišča strupov in je potrebno, da pospešite razstrupljanje in seveda, da spodbudite ledvica in mehur. In poglejte, hemoroidi. Hemoroidi spet kažejo na to, da imamo preveč strupov v telesu, tudi razne ciste, miomi, v glavnem razne rdečice po koži, vse to kaže na zastrupljenost telesa in premajhno delovanje črevesja. Zdaj pa, če pogledamo naprej, telo je zemljevid. To ves čas poudarjam, telo je zemljevid, ves čas nam sporoča, kaj je narobe. In tale slika mi je posebej všeč, zato ker če se samo pogledamo v obraz, točno vidimo, kaj se dogaja z nami. Kdor ima težave na tem področju, tukaj, poglejte, so direktno pljuča, jetra, vranica, ta del. Potem, kdor ima tukaj dol težave, mozolje, ledvica in mehur, potem pa, kdor ima pa tukaj zelo suho kožo, srce in če gledamo tukaj želodec, ledvica in jetra. Tukaj želodec, ledvica in jetra in ljudje, ki imajo nabrekle podočnjake, seveda nadledvična žleza. Podočnjaki direktno kažejo, da nadledvična žleza ne dela dobro in da ste preveč v stresu in tudi zakisane misli imate. No, potem tukaj pri kraj, tisti, ki imate zelo suho kožo ali pa ki imate mozolje na tem predelu, težave z želodcem, o tem bomo še govorili. Tukaj gor žolčnik na tem področju, potem pa lejte, tukaj je mehur in poznate koga, ki ima tle po sredini tole črto? Pomanjkanje želodčne kisline po večini. In pogosto taki ljudje jemljajo celo nekaj proti želodčni kislini, ker jih vse peče, ker imajo kepo v želodcu, ampak dejansko je preslab želodec. Kaj je treba v tem primeru narediti? No, o tem sem pisala v tej novi knjigi, ko ima življenje žur. A veste, kaj naredite? Brinove jagode žvečite in vam bom zdaj takoj na začetku povedala, kdor ima težave z želodcem, slab želodec, težave, veste, da ga ves čas nekaj tišči noter v želodcu. To je iz knjige Domači zdravnik iz leta 1887 in sicer piše tako. Kdor ima slab želodec, si s temi bodikami pomaga takole. Jej prvi dan 4 brinovice, drugi dan 5, tretji dan 6, tako vsak dan po eno več do 12. dne. 12. dan jih smeš 15, potem vsak dan po eno manj. In v glavnem to je domač recept, ki vam lahko pomaga pri tem, da se stanje želodca izboljša. In tisti, ki imajo pa tukaj dve te zarezi, a veste tako, pa kaže na slabše delovanje jeter. No in o tem bomo tudi še danes govorili, kako zdaj pomaga telesu, ker ta sistem razstrupljanja je ključnega pomena in kdor ima preveč strupa v telesu, telo dejansko začne potem strupe skladiščiti in to je podlaga za vse ostale bolezni. Tako da, jaz zdaj berem eno krasno knjigo, pa v glavnem bom objavila, kjer jo berem, ampak prva stvar, kjer je noter poudarjen, je razstrupljanje. In jo bom pa proti koncu šla iskat, se jo imam tamle. V glavnem organi za razstrupljanje. Poglejte, jetra, črevo, pljuča, koža, ledvica in obnosna votlina. In zdaj, če gledamo samo črevesje, 8 metrov dolga cev, ki je prepredena s sluznico. In če bi to sluznico razmahnili, a veste, kakšna površina nastane? Nastane 400 kvadratnih metrov površine, to pomeni za površino enega nogometnega igrišča. A si lahko predstavljate, da imate nogometno igrišče poravnano v črevesje? No, in kdor ima alergijo na gluten, kaj se naredi? Zakaj tukaj želim to razložiti? Ker nabrekne ta sluznica in močno nabrekne. In kaj se zgodi tukaj noter, ker nabrekne ta sluznica, ker pride do vnetja, do reakcije? Tukaj noter se blato ujame. In ko se vam ujame blato med te resice, ste napihnjeni, imate mogoče celo kilo več ali pa 2 in imate občutek, da nič ne gre od vas stran. In ko nehate jesti hrano, ki vsebuje gluten, ki neti ta vaša vnetja, ste lahko celo presenečeni,
kakšna količina blata pristane v WC školjki. In to je tiho vnetje na celični bazi, tudi na črevesju, in to je treba zrihtati. No, zdaj bomo pa govorili o tem, o čemer se ne govori. Vem, da sem že govorila, ampak če slučajno ste to zgrešili, kaj kakec sploh pove o vašem zdravju. Tukaj o tem ne bom preveč razlagala, ker to je kri v blatu in na to morate biti pozorni. Vemo, da imamo v Sloveniji krasne teste, da če imate temno blato, pejte na pregled. Naj vas ne bo strah, ker vam povem, polagam na srce, v Sloveniji smo krasni glede raka na debelem črevesju. Zakaj? Zato, ker ima vsak koga v želodcu, pa ga ne more prebaviti. In zdaj, če ne moreš soseda prebaviti, lejte, kdo ima raka? Ti, ne sosed. Zato je zelo pomembno, če vidite, da je temnejše blato, je potrebno iti k zdravniku in ne odlašati takoj. Ne zdravnik preveri stvari, potem boste pa videli, kako in kaj. To je zdravo blato, mi se bomo pa zdaj pogovarjali o tem. Če je driska, ali pa če greste na WC kot srnica ali pa zajček, to pa ni glih zdrava prebava. In ko imate tako blato, da je enostavno, da je presuho, prva stvar, a dovolj pijete. A popijete na 25 kg telesne teže liter vode. To je prva zadeva. Če se vam ponavljajo zaprtje in driske, je možno, da imate kandido. Če imate pa dejansko slabo prebavo in da imate ves čas zelo suho blato, da imate občutek, da ne gre od vas to, kar bi moglo iti, je možnost, da imate alergijo, občutljivost na gluten. Še eno stvar želim pri blatu poudariti. Če imate izredno mastno blato, da imate občutek, veste, da se kar paca, da se prime za WC školjko, kaj pa če imate težave z jetri in da imate zamaščena jetra? V tem primeru je pametno, da gremo na razstrupljanje jeter, no, in zdaj bomo tudi o tem govorili, kako poskrbeti. To sem rekla, na 25 kg telesne teže je potrebno popiti 1 liter vode. No, druga stvar, voda sliši naše misli in če govorimo sovražne misli, pojmo nazaj k temu sosedu, ki ga imate v želodcu in ga ne morete prebaviti. No, dobro, ne govorim za vas, ampak poznamo pa sigurno kakšnega, ki ne more soseda prebaviti. V tem primeru voda nas sliši, nastane takle zmazek in voda, ki pa je izpostavljena hvaležnosti, nastane krasen kristal ali pa recimo hvaležnost, hvala, da rečete. Zato je tako pomembno, zjutraj, ko vstanete, vzamete kozarec vode in rečete hvala za nov dan, ker ta voda v vas sliši in voda nosi informacijo. Ko kuhate, dajte misli zadovoljstva v to kuharijo noter zamešati, ker voda sliši in to, kar boste vi zakuhali noter, to bo vaša družina jedla. In bolj kot slabo voljo kuhate, slabšo energijo bo vaša družina pojedla in dobesedno vi zastrupljate obrok, ki ga potem vaša družina je. No, ampak to je mogoče druga tema. Pojdimo zdaj naprej, kaj lahko naredimo z zelišči. To je prva zadeva. Zelišči smo že rekli. Prva stvar, brinove jagode. Druga stvar za samo črevesje, mogoče imate pa zajedavce. V tem primeru pelin, namočen v šnopc, se pravi, pelinkovc, ga nakapate na vato in ga nalepite na popek. Zadnjič sem enkrat na enem predavanju to razlagala od pelina in sem rekla, veste, pelin nalepite na popek, nisem poudarila vatko. In je rekel, en gospod je rekel, a to celo flašo? Ni treba cele flaše. V glavnem par kapljic in deluje, zdaj pa na kaj deluje pelin. In zakaj imam tukaj žajbelj? Žajbelj in pelin vsebujeta živčni strup, ki se imenuje tujon. In sploh pelinkovc, ko je namočen v alkohol, se ta tujon še toliko bolj izloča in ta živčni strup dobesedno omrtviči gliste in notranje zajedavce in potem jih lažje spravite iz telesa ven. Če pa želimo pospešiti razstrupljanje, pa rabimo fino metelco. Fina metelca, zlata rozga. Dajte začeti kupovati čaj iz zlate rozge in kdor ima težave z črevesjem, z razstrupljanjem, z jetri, mogoče vas boli na desni strani, to so jetra, pa če pogledate tle, imate 2 gubi, pa imate mogoče tle težave, to so vse jetra, v tem primeru rabite metelco, da vam počisti noter po jetrih in to je zlata rozga.
Zelo priporočljiv, da zmešate mogoče kakšno žličko žajblja zraven. In tukaj imamo pa še 2 grenčini, ki sta zelo dobri za čiščenje tako jeter kot notranjih organov. Eno je rman, drugo je trpotec in še eno zelišče, ki ga toplo priporočam. In to mi je povedala gospa Jožica z Koroške, Jožica Okrogelnik, tako da res hvala za to znanje. Korda benedicta. Korda benedicta je sorodnik od bodeče neže in je sorodnik od pegastega badla. Korda benedicta je vsad in ta vsad se dejansko meša skupaj z zelišči in deluje na to, da se potem počisti po našem telesu. Glejte, jaz zdaj v tej knjigi, Ko ima življenje žur, zakaj listam to knjigo zdajle? Ker tukaj noter sem dala eno poglavje in naslov tega poglavja je Bog je že vedel, kako zapakirati sončni hormon D3 in silicij. In ključna zelišča, če bi se naučili prepoznavati samo 9 zelišč, bi dejansko videli, da kako si lahko pomagamo. Zdaj, glejte, kdor ima težave, sirup za bolezni želodca in krvi, damo 3 pesti zelenega brinja, 5 pesti trpotca, 2 pesti šentjanževke, potem je pa 2 pesti pekočih kopriv, pest rmana, pest mete, pest mrtvih kopriv in polovica pesti tavženj rože, kumine in ješčarice. In poglejte, to je na strani 145 in dajte si, danes enostavno greste v lekarno, pa vzamete ali pa v zeliščno lekarno, točno veste, vzamem eno skodel ali en žakrček tega, zmešate skupaj in pijete čaj. Te zadeve so pomembne zato, da počistijo po našem telesu. Potem, glejte, še to vam želim povedati, tukaj le noter, na tem področju, glejte, še ena stvar, ki je ključna za čiščenje notranjih organov, za jetra. Kdor ima težave s holesterolom, trigliceridi, to vse izvira iz jeter, a veste kaj? Ovs. Ovs prečisti in zdaj kako uporabljati, to je kot fina metelca noter po telesu in čaj tudi proti depresiji, damo ovseno slamo, šentjanževko, orehove liste in majaron, zmešamo in dejansko ščepec si te mešanice prelijemo in pijemo. Tako da to imate na straneh 147 v knjigi Ko ima življenje žur. In če razumemo, da naše telo potrebuje več teh čistilnih stvari in sploh ovs, kdor ima težave s holesterolom pa s pritiskom, ne s holesterolom pa s trigliceridi, to izvira iz jeter. Kdor ima pa težave s pritiskom, ima pa porušeno razmerje med kalijem in natrijem. Kje dobite kalij? Kalij dobite točno v teh zeliščih, natrij pa vemo, da je sol. In ni rešitev, da date stran vso sol, ampak je rešitev v tem, da uporabljate več peteršilja, da uporabljate več zelišč, ki vsebujejo kalij. Vem, da razmišljate, da rečete, ja, kalij je v bananah. Res je, ampak če imate težave s pritiskom, vam bo vsak peteršilj bolj pomagal kot pa banana. Tako da v glavnem uporabljajte. Zdaj, kako uporabljati peteršilj? A veste, kako smuti si naredite? Date eno pest peteršilja in še en nasvet za vas dame. Če se želite znebiti celulita, dejansko celulit je tudi skladišče strupov, si naredite smuti, zdaj vam pa spet recepte govorila, seveda, si naredite smuti iz peteršilja, jogurta, najboljše probiotični, jaz ga kupujem v kmetijski trgovini, kjer je domač probiotični jogurt, lahko ga sami naredite, seveda, in naredite, noter date še sol, nekaj mandljev in nastane krasna zadeva za razstrupljanje, lahko date čija semena zraven. Ti recepti, glede teh smutijev, kaj kombinirati skupaj, spet smo pri knjigi Ko ima življenje žur, vam bom takoj povedala, na kateri strani je, sam ga moram še sama najprej najti. Sem dala najprej na začetku receptov, sem dala recepte za smutije, sem večkrat vam bom takoj povedala, glejte, tukaj zeleni smuti in to je na strani moram najti stran 170 v novi knjigi Ko ima življenje žur. V glavnem, točno te kombinacije, ki so potrebne za razstrupljanje našega telesa, dajmo posegati po tem, kar imamo tik pred nosom,
Zato, ker to je dobesedno iz božje lekarne. No, zdaj pa, če pogledamo naprej. Če imamo težave z želodcem, kdor ima preveč kisline, kaj bi mogel uporabljati? Predvsem več korenčka. Aloja, sezamova semena zmanjšujejo želodčno kislino, tudi čija semena in lanena semena. Tako da v glavnem to deluje na zmanjševanje želodčne kisline. Kdor ima težave z želodčno kislino, da ga peče neprestano, bi bilo fino, da bi uporabljal lanena seme, da ga zmelja v mlinčku. In seveda sem spet dala recept noter, kako pripraviti te zadeve. In to imate vse tukaj, lejte, laneno seme, točno kako se ga uporablja, kaj naredite in seveda kaj ima noter. In prav laneno seme, poglejte, vitamin A je tisti, ki deluje na obnovo sluznice, deluje na obnovo sluznice prebavnega trakta in deluje tudi na želodec in deluje na preveč želodčne kisline. Kdor ima pa pomanjkanje želodčne kisline in da ima občutek, da ga vedno, da ima kepo v želodcu, v tem primeru po vsakem obroku popije en kozarc limonade in uporabljajte več ananasa. Ananas pa ne samo, da spodbuja želodčno kislino, ampak vsebuje snov bromelain. Jaz upam, da se nisem zmotila pri eni črki. V glavnem ta snov deluje na hujšanje, stopi maščobo, ampak pozor, glikemični indeks ananasa je 60. Zato je pomembno, ko uporabljate ananas, da ga vedno jeste skupaj ali s sirom, ali z orehi, ali ga jeste skupaj z recimo skuto, pride zelo dobra zadeva, nikdar pa samega. Če jeste samega, je velika verjetnost, da vas popade neustavljiva lakota in boste samo še jedli. No in kdor ima pa bakterije v želodcu, sploh v bistvu, veste, da ne ve niti, kje je vzrok, da ima težave z želodcem, mogoče je zadaj bakterija, v tem zelo pomagajo brokoli, to je prva zadeva, cvetača, zelje in vse, kar peče. Se pravi, tukaj se pogovarjamo o čebuli, o česnu, samo vemo, da mnogi ljudje, ki imajo težave z želodcem, pač ne uspejo jesti svežega česna. No, v tem primeru, lejte, obstaja prehransko dopolnilo česnovih tabletk in to je s ciljno dostavo, takole izgleda. In tudi to je primerno za otroke, če imate sum na gliste, da otroku enostavno date česnovo tabletko. Ne vam povem, da mojim otrokom sem to drobila, ko so bile še čist mečkane in dejansko smo imeli težave z kožo, z nizkim imunskim sistemom in to imamo mi kot domače zdravilo. Ja. Česen je naraven antibiotik. Česen pa poleg tega, da deluje se pravi proti bakterijam, deluje tudi proti glistam, proti notranjim zajedavcem, tako da če imate sum na to, da je možno, da imate notranje zajedavce, bi bilo pametno, da začnete uporabljati česen na dnevni bazi. Kako ga s hrano uporabljate? Pomembno je, da ga malo segrejete, da se aktivira snov alicin in potem ga lahko normalno zaužijete, lahko ga date na maslo in z maslom na kruh in ga pojeste. Ali poleg, ne vem, kosila, dajte ga čim več poleg kosila in boste videli, kako boste zadovoljni in kako se boste dobro počutili. No, zdaj pa, če gremo naprej. Sama prebava, tukaj sem povedala, se pravi, pomembno je korenček, ena stvar, ki deluje, česen, pa imamo tukaj brokoli, kar zmanjšuje vnetje v želodcu in pa imamo pa naprej špargle zdaj v tem času, dajte uporabljati čim več šparglov, ker vsebujejo ogromno vlaknin in posegati po probiotikih. Pomočnika imam. Dejstvo je, da probiotik, no ta je pa dobra, tudi njega zanima. To je naš posvojen mucek, v glavnem zdaj je pri nas že 3 mesece skoraj. Očitno je prišel pomagati in ga zanima vse, kaj se dogaja tukaj. Kaj bo zdaj ti naredil? Lepotec, no. A ti boš tukaj? No prav, on bo tukaj. To ni bilo v planu. V glavnem, hočem vam razložiti, če imate domače ljubljenčke in če imajo domači ljubljenčki gliste, je velika možnost, da jih boste imeli tudi vi. V tem primeru pa česen je treba uporabljati kot preventivo, da ne dobite glist. To je pač tako, če imaš domače živali, možnost, da pridejo tudi pomagati. Zdaj pa, kaj vam želim pokazati, kaj dajem temu mucku, ker tega mucka smo dobili bolnega. Ta naš mucek je imel zajedavca
eno pražival, ki se imenuje, meni se zdi, da je Girarda, nekaj takega, v glavnem nekaj ime za neko pražival. In prvo vprašanje je bilo, a se lahko mi nalezemo. Seveda so vsi rekli ne, ampak, pa če se nalezemo. No in prva zadeva, da smo ustavili njegovo drisko, ker je imel nepopisno drisko in smrdeče blato, jaz pa zdaj dajem vsak dan, mu dam pol tabletke probiotika, prelijem z jogurtom in veselo poliže. In temu mucku se je uredila prebava in se počuti dobro. In preden smo ga dobili, je bil na antibiotikih, potem smo ga še mi imeli na antibiotikih. In vemo, da ko so antibiotiki, je potrebno dodajati probiotike, da uravnamo to želodčno in črevesno floro. Ker antibiotiki pomorijo vse. Tako da v glavnem, jaz mu pol te tabletke dam čez pol, mislim, to je prah noter, mu stresem, prelijem z jogurtom in jo veselo poliže. No pa imamo seveda tudi še kuža je pa fovšarija, dela svoje, tako da vsak mu naredim svoj krožniček in vsak svoje poliže. Probiotiki so močnejši od antibiotikov. Ta je s ciljno dostavo do črevesja, na dan se vzame 1 do 2 in to je prva zadeva, kar ljudem priporočam, ko se jim ustavi prebava. No, naj vam povem, kaj me moje stranke sporočajo. Rečejo, veš, jaz sem probala vse živo, sem preizkusila vse žive probiotike, ampak ta res deluje. In v čem je razlika, da ta res deluje in mnogi ne delujejo? A veste v čem? Prva stvar je, da je s ciljno dostavo do črevesja. Ker če probiotik ni s ciljno dostavo do črevesja in se začne sproščati šele v bazičnem območju črevesja, ta kislina v želodcu dobesedno pomori vse dobre bakterije in tudi probiotične. Takrat, ko imamo antibiotike, je treba probiotike dodajati, ko imamo driske, ko je zaprtje, vedno so probiotiki. To je prva zadeva, tudi zajačati imunski sistem, ker večji del celic imunskega sistema je tik pod sluznico črevesja. Se pravi, če želimo aktivirati sam imunski sistem, je potrebno poskrbeti za dobre probiotike. Tukaj noter te probiotiki od podjetja Neolife vsebujejo 5 milijard živih probiotikov s ciljno dostavo do črevesja. Še ena stvar je pomembna, imajo 5 različnih sevov teh probiotičnih kultur, ki delujejo na sam imunski sistem, proti alergijam, ki delujejo proti napenjanju in tale je za moje pojme čudežna zadeva. Naj vam povem, da jaz sem si s tem največ pomagala, ko sem imela hudo kandidiazo. Probiotik je tisti, ker pač včasih tudi kakšen prekršek naredim, pa pojem tudi kaj sladkega, da nisem napihnjena. Tako da probiotik. No, zdaj pa pojmo naprej. Zdaj črevesje, želodec smo zrihtali, ampak ena stvar je pa še zelo pomembna in to so pa vlaknine v prehrani. Kdor ima pomanjkanje vlaknin v prehrani, se mu dejansko začne dogajati, da strupi vstajajo v telesu in predvsem jetra se ne čistijo. Holesterol in trigliceridi, o tem sem prej govorila. Poleg tega vlaknine pomagajo pri občutku sitosti, poleg tega pomagajo pri tem, da razstrupljajo telo, uredi se prebava, pomagajo pri zniževanju holesterola in vplivajo na nivo trigliceridov. Tako da kup dobrih lastnosti, zdaj vam pa povem, kje dobite ogromno količino vlaknin, veste kje? Ajda. Ajda vsebuje kar 10 gramov vlaknina na 100 gramov, to je ogromno in če gledamo na dan, potrebujemo od 25 do 40 gramov vlaknin. In zdaj, če pomislimo, kaj vse moramo pojesti, da dobimo to količino vlaknin, ker kdor ima pomanjkanje vlaknin, pod prvo se dobre bakterije ne morejo razmnoževati v črevesju, ker to so v osnovi vlaknine, drugi ime za vlaknine je prebiotik. Se pravi, na prebiotiku se razmnožujejo probiotične bakterije in delujejo na to, da potem začnejo dobro, mislim, da sploh lahko funkcionirajo. Zdaj pa poglejmo. Če želite dobiti 10 gramov vlaknin, morate pojesti kilogram pomaranč oziroma pol kilograma pomaranč. Za 10 gramov vlaknin pojeste pol kile jabolk. Če želite 10 gramov vlaknin, pojeste 1 kilogram paradižnika. To je ogromno, no se opravičujem. In poleg tega
Kje dobite še več vlaknin kot v ajdi? Kislo zelje. Vemo pa, da kislo zelje pa ajda pašeta zelo dobro skupaj. No in kilogram svežega korenja vsebuje 36 gramov vlaknin. Se pravi, da če imamo 30 dek korenčkov, to je par korenčkov na dan pojeste, dobite tudi kar nekaj vlaknin. In to je nujno potrebno. In enkrat sem eno raziskavo našla za slovensko območje, najmanj vlaknin v prehrani imate Dolenjci, najbolj zdravo se prehranjujete Primorci. No, Štajerci pa Gorenjci smo pa nekje vmes, pa Notranjci, odvisno od družine do družine. No in kakšna je pa razlika zdaj med ajdo, navadno ajdo in tatarsko ajdo? Ker tatarska ajda je pa še bolj bogata kot navadna ajda. To je navadna ajda, je ta temna. Tatarska ajda je zelenkaste barve in tatarska ajda je veliko bolj bogata z vsemi hranilnimi snovmi. Če kar pogledamo naprej, poglejte, tatarska ajda vsebuje ogromno vrednost beljakovin. Beljakovine so pa potrebne za razstrupljanje in prav ajda ima vse sestavine, da telo izdeluje snov, ki se imenuje glutation. Glutation je snov, je tako, veste, zdajle pomladi ljudje dajejo te lebdeče papirčke na češnje, da se gor lepijo te mušice. No, na ta način deluje glutation v naši celici, potegne nase vse strupe in ajda vsebuje točno ključne te sestavine, aminokisline, ki delujejo na to, da se ta glutation proizvaja. Poleg tega, na tem sem čisto navdušena, pa vsebuje točno sestavine za boljšo kri. Ker pogledajte, če mi želimo boljšo kri, potrebujemo železo, potrebujemo baker, potrebujemo C-vitamin, ker flavonoidi so en del C-vitamina, in potrebujemo B-vitamin, predvsem B12. Sploh če ajdo kombiniramo skupaj z nekaj mesnega, živalskega, lahko, no, recimo, ajdovi žganci pa kislo mleko. Je točna sestavina, da dobite vse za razstrupljanje in da dobite vse sestavine za izdelovanje krvi, za boljšo kri. Ali pa recimo ajdovi žganci pa obara, točno ista kombinacija. Ali pa žganci in, ne vem, kranjska klobasa. Ali pa na koncu ajdova kaša pa gobe, pa ravno tako vsebujejo točno to kombinacijo, ki jo potrebujemo za izdelovanje krvi, se pravi za ljudi, ki so slabokrvni. Ker vemo, da pogosto ljudje sploh, ki ne jejo nič živalskega, v tem imajo velike težave prav z krvjo in seveda tudi z razstrupljanjem na celični bazi. No, v tatarski ajdi, zdaj sem pa spet pri tej novi knjigi, Ko ima življenje žur. O tatarski ajdi sem pisala res ogromno, zato ker sem toliko prepričana, da je to živilo, ki je namenjeno za zdravje. Poglejte, tukaj imate noter pražene gobe s tatarsko ajdo. Potem imamo tukaj naprej kar nekaj drugih receptov, recimo tatarski kruh iz tatarske ajde. Potem imamo obloženi ajdovi prigrizki, to so prigrizki, ki jih naredite za v službo in nesete s sabo zdrave prigrizke. Potem seveda, če imamo že ajdov kruh, je treba dati nekaj dobrega na kruh, na mazi. Tukaj imamo skutno majonezo, pa humus iz čičerike. Potem imamo pa tukaj naprej še namaz iz bučnih semen, pa recepti iz babičine skrinje. To so pa stari recepti, ki so mogoče že večkrat pozabljeni, ampak dejansko so točno take sestavine, kar telo potrebuje za hitro obnovo in za izdelovanje glutationa, snovi, ki deluje na razstrupljanje. No in zdaj, če še to pogledam, vitamin B3, to vam moram povedati. Vitamin B3 je ključen pri dobri presnovi. To pa zdaj se vračam na knjigo Ko ima življenje, ali Ko imajo hormoni žur, in vam želim prebrati, na kaj deluje vitamin B3. To je na strani 314. Poglejte, kdor ima pomanjkanje vitamina B3, je utrujen, ima oslabelost mišic, ima spremembe na koži, nagnjenost k sončni alergiji, z rdečo hrapovo kožo, zadah iz ust, razjede v ustih, razjede na ustnicah, glavobole, nespečnost, potrtost, razdražljivost, preobčutljivost dlesni, prebavne motnje, driske in slabosti ali slabosti.
Dejansko B3 vitamin, poleg tega, da deluje na vse to, kar sem povedala, je pa potreben, ker deluje skupaj v paru z vitaminom B6 oziroma B vitamini delujejo vsi skupaj. B12 je tisti, ki veže vse vitamine, B6 pa vitamin pa vpliva na to, da se hrana spreminja v energijo in ima občutek zagona v življenju. Tako da B vitamini, ki jih dobite, se pravi rumenjak, jetrca, orehi, arašidi, špinača, zelje, kvas, neoluščen riž, žitni kalčki, vitamin B3, ne samo ajda, ampak dobite poleg tega še v grahu, mandljih, arašidih, avokado, špinača, gobe in sploh, če imate kombinacijo gobe in ajdova kaša, nastane super zadeva za kri, za ščitnico, za razstrupljanje našega telesa. No, o česnu sem že malo govorila, tako da tukaj bom kar preskočila. Blaži vnetja prebavil, zavira nastanek prostih radikalov in v glavnem silicij, ki se nahaja tudi v brinovih jagodah, tudi o tem smo že govorili, ampak želim pa pri vnetju sluznice poudariti prav silicij. Zakaj? Silicij, kdor ima pomanjkanje silicija, ima občutek, da ima težave, ne občutek, ima težave s samoprebavo, ima težave z želodcem, pekoč občutek v želodcu in vnetja sklepov. Silicija največ dobimo v trdi listnati zelenjavi, se pravi zelje. Vse bolj kot je trda zelenjava, več vsebuje silicija in vsa zelišča vsebujejo ogromno količino silicija. Tako da silicij takrat, ko imate vnetje na celični bazi, je potreben za to, da se uredi stanje telesa. No, zdaj pa pojdimo majčkeno na gluten. O glutenu mogoče ste že veliko brali, veliko se govori in zadnje čase kroži po internetu članek, da niste občutljivi na gluten, ampak na škropiva. In to bi znalo držati. A veste zakaj? Ker pšenico dejansko tako močno škropijo, da ni čudnega, da smo alergični na vse žive zadeve. Zakaj je ajda toliko dobra? Zato, ker ne vsebuje glutena. In zdaj, če pogledamo vsa ta hrana, krompir ne vsebuje glutena, ampak ima previsok glikemični indeks. Naslednja stvar, riž ne vsebuje glutena, ampak ima zelo visok glikemični indeks. Vse, kar je iz bele moke, vsebuje gluten. No, in mene seveda, tudi zame, me je zanimalo, kje se skriva gluten, ker sama sem zelo občutljiva na sladkor v živilih, kot bi bila alergična na cukor, no, na ta način. In kakor pojem recimo nekaj od teh sladkih zadev, mene napihne. In to je možno, kot da bi bila občutljiva na gluten. In že dolgo časa skoraj nič tega ne uživam, ali pa zelo majhnih količinah. No in zadnjič sem govorila z enim gospodom, ki ima res hude težave z zdravjem, hujša, slabosti, driske, napihnjenost, pa še mu bil kruh. Ampak sem rekla, kaj pa če bi ti mogoče poskusil, da ne uživaš hrane, ki vsebuje gluten. Rekel, ne, meni to paše. In ko je to preizkusil, dejansko je rekel, da ne more verjeti, kakšno dobro počutje. No in spet se vrnimo k knjigi, ko ima življenje žur. Tukaj noter sem dala pa preglednico živil po glikemičnem indeksu, ampak po glutenu. Dejansko, poglejte, riževi vafli, to ni hrana nekaj, kar bi bilo dobro. Riževi vafli vsebujejo ogromno količino glutena, samo majčkeno, glejte. Pija, si ti tukaj? Ja. Daj pa mi tja v shrambo iskat riževe vafle. Tiste okrogle ploščice boš videla na ta vrhnji polici ali ta srednji polici, stiropor, tisto, kar smo miškam dali. No, ta čas vam pa jaz povem, ko mi bo Pija prinesla te riževe vafle, jaz jih nimam za sebe, ampak jih imam samo zato, da ljudem pokažem, kaj ni hrana. In ko so moje punce imele še manjše, so imele miške, dejansko so mi to valjali po hiši in sem potem dala to miškam. In so me obtožile, da hočem miške ubiti. Ampak vam povem, miši so bolj pametne kot mi. A veste, kaj so naredile? Zapakirale so ta stiropor v gnezdo in so si naredile toplo gnezdece. Miške že vejo, kam ga je treba dati. Mi pa to jemo. In če gledamo, riževi vafli vsebujejo ogromno sladkorja, glikemični indeks je kar 91,
Potem riž z glutenom, bela pšenična moka, bombetke za hamburgerje, vse to vsebuje gluten. Potem koruzni kosmiči, cornflakes, čeprav sama koruza ne vsebuje glutena, ampak koruzni kosmiči ga vsebujejo. Potem vse preste, instant riž, riževa torta, puding, ker je noter škrob in ta je iz pšenice. Potem razni... Čakaj. Ja. No, to je pa to, ker imaš pubertetne otroke in nekje leti okrog. A bi ti šla, prosim, tole pobrati? Ne, se nimam v živo, bom zbrisala. Jaz se tole opravičujem, tole bom morala ven zbrisati, ker to ni kamer podoben. Joj, grozljivo. No, to je to. To so leteči vafli. In ti leteči vafli, to je to, kar ne uporabljate, ja ne smem znamke kazati. V glavnem, to ni hrana in to vsebuje ogromno škroba noter, visok glikemični indeks in tudi, če so polnozrnati, vsebujejo gluten in vas samo še bolj napihne, kot ste, v bistvu povzroča še več vnetja in povzroča še več tega, da imate želje po sladkem. Potem vse tele tortilje iz mehiške hrane, razen če kupite brezglutenske, gobova juha iz vrečke vsebuje gluten. Potem naprej široki rezanci, špageti, kuskus, na koncu koncev je zelo zdrava hrana in če imate radi te stare žitarice, v tem primeru dajte raj kvinojo. Kvinoja pa ne vsebuje glutena. No, lejte, vse to, kar ima ogromno sladkorja, dvigne sladkor v krvi, potem nam pade sladkor v krvi, mi se počutimo brez energije, imamo potrebe po še več sladkega. Cilj je, da ostaja sladkor v ravnovesju, da se počutimo dobro in da imamo dovolj energije. No in zdaj, če pogledamo naprej, glejte, tukaj so ta glikemični indeks. In a veste, kaj ima najvišji glikemični indeks? Pivo. Pivo ima glikemični indeks kar 110. To pomeni, da je direktno gre v kri. Cuker gre v kri. No in tudi med zdrave hrane, ki vsebuje ogromno gluten, recimo gluten je v kvasu, energijske tablice z beljakovinami in oreščki, pa je zdrava zadeva. No in druga zadeva, kar pa, če vam pokažem samo razpredelnico, to, kar je zeleno, je pa brez glutena in vse, kar je pod 35, je tudi brez glutena. Kaj to pomeni? Da bolj kot jeste zdravo hrano z nizkim glikemičnim indeksom, bolj ste zdravi. Poglejte. In to je zdaj še eno dokazilo. Dajte se prehranjevati na ta način, da jeste hrano, ki ima nizek glikemični indeks, in vedno pojeste nekaj zelenjave zraven. In boste videli, kako se boste dobro počutili. Zdaj, če pogledamo nazaj, prej smo govorili o ajdi, ajda ima glikemični indeks 45. In če imate bučke zraven, lahko dodate smetano, nastane tako dobra zadeva in dejansko jeste, ni da stradate. In boste videli, ko ne bo glutena v vaši prehrani, predvsem boste shujšali. To je prva zadeva, dobra prebava, strupi ne ostajajo v telesu in se res dobro počutite. Dajte uporabljati na dnevni bazi tudi avokado, skuto, zdaj so recimo jagode, čeprav vemo, da so močno škropljene, tako da mogoče je bolj pametno počakati mečkan, da boste imeli domače jagode ali pa sploh borovnice. Ja, borovnice sigurno se ne škropi, sploh tiste, ki zrastejo v gozdu. No, v samem glikemičnem indeksu sem res že večkrat govorila in bom še govorila. Zdaj, če gremo sam nazaj na prebavo. Dejstvo je, da kar ne gre preko črevesja, se potem izloči preko kože in kdor ima težave z lisasto kožo, vitiljo, predvsem treba se ji izogibati citrusov, mlečnih izdelkov, granatno jabolko, grozdje, pomaranče, gazirane pijače in tudi mesa, ki močno zakisa naše telo. Čim več pa jejte korenčka, čim več rdeče pese, redkvice, črne redkvice, brokolija, cvetače, dejansko ta barvila, rdeča, vijolična in zelena, pa deluje na to, da se pigment obnovi. In ne vam povem iz lastnih izkušenj, jaz sem včasih imela tukaj te pigmentne madeže po licih, jih nimam več. In sem prepričana od tega, da zaradi tega, ker bolj zdravo jem, res bolj zdravo jem. Se pravi, telo ves čas komunicira z nam, hoče nam povedati na en način, no in spet še eno vprašanje iz tega tedna.
Luskavica, kaj je treba narediti pri luskavici? Težave izvirajo iz črevesja, se pravi čim manj glutena, bele moke in seveda treba je dodati probiotične bakterije, Acidophilus plus. In zdaj še ena stvar, vam povem iz primerov mojih strank, omega 3. Zdaj pa zakaj omega 3 takrat, ko so vnetja? Omega 3 gasi vnetja na celični bazi in luskavica kaže na to, na koža, država s kožo, kaže na to, da imamo dejansko težave v črevesju, vnetja. Zato je treba omega 3 dodati, da pogasimo vnetja na celični bazi, tudi ko imamo težave z alergijami, starostne lise, je sicer pomanjkanje tudi E-vitamina, popukane kapilare, pomanjkanje C-vitamina in E-vitamina. Seveda vsa ta prehranska dopolnila lahko dobite pri meni na spletni strani srečnoživljenje.com, drugače pa to od podjetja Neolife. Vam povem, zakaj sem jaz zadovoljna uporabnica tega. Jaz sem pri podjetju Neolife že od leta 1993. V začetku leta 1993 sem začela kot zastopnik pri podjetju Neolife in sem še vedno navdušena nad kvaliteto. Izdelki so vrhunski, sama jih uporabljam, uporabljala sem jih med nosečnostjo, pred zanositvijo, med dojenjem, uporabljam jih zdaj, ko imam že odrasle, no, nimam odrasle, imam velike punce, tako da v glavnem, to verjetno veste, imam 3 hčerke, tako da je ves čas zabava pri hiši. Dejansko uporabljam te naravna prehranska dopolnila in sem res prepričana v to, če vneseš v telo dobro prehransko dopolnilo, ti starost ne pride do živega. Jaz zase lahko rečem, da se nikjer ne počutim in ne pozna to, da bom vsak čas imela 50 let, da dejansko se počutim dobro v svoji koži. No in zdaj, če gremo naprej, to smo že obdelali, no in zdaj pa kaj podpre telo. No, o tem sem sicer govorila, vse, kar ima nizek glikemični indeks, držite se tega. Zelenjava in beljakovine, skuta in oreščki, vedno kombinirajte, ko jeste sadje, vedno beljakovine zraven, lahko jogurt zraven popijete in se vam ni treba bati, da bi dobili drisko. Vedno kombinacije, zato da sladkor ostaja v ravnovesju. No, o omegi sem že govorila, kalcij sem že govorila, dajmo se še dotakniti samo še vitamina D3. Kalcij, magnezij z vitaminom D3. Zakaj ga jaz uporabljam? Dajte vi delajte, kar hočete. Jaz vam bom povedala, zakaj ga jaz uporabljam. Pod prvo, kalcij deluje na razstrupljanje telesa in kalcij deluje na to, da sprot gre vse iz telesa, kar pač že samo z dihanjem vnesemo v svoje telo. Naslednja stvar, kar je v razmerje kalcij in magnezij v razmerju 2:1, se res veže, tako kalcij kot magnezij. Magnezij deluje proti krčam v mišicah, deluje na hitro mišljenje, na povezave v možganih, na pomirjanje, na to, da je človek bolj miren in da lažje zaspi, da se bolj naspi in je bolj spočit. Magnezij deluje tudi na sam proces razstrupljanja in deluje proti tem, da ti ne žmiga malo tukaj pa malo tukaj in predvsem je sama sem imela težave s krči. In naslednja stvar, vsebuje vitamin D3. Vitamin D3, pa poglejte, kaj telo sporoča, ko nam manjka vitamina D3. Slabši vid in voh, premalo solzne tekočine ter suhe in rdeče oči, nočna slepota. Kar pomislite, koliko ljudi ima težave sam z očmi, hodijo po kapljice. Kaj pa, če jim manjka samo D3 vitamina? Pogosta vnetja sluznic, ne samo želodca in črevesja, tudi prehladi, pljučnice, spontan splav. Ni samo pomanjkanje B vitamina, lahko tudi pomanjkanje D3 vitamina. Neplodnost, slabše izločanje moškega spolnega hormona testosterona, ki je povezan tudi z erekcijo, in poslabšanje avtoimunih obolenj, od raka, srce in ožilje, diabetes, do tega, da smo preveč v stresu, kdor pa pomanjkanje D3 vitamina, mu nadledvična žleza dela preveč in to pomeni, da se mu stresnega hormona proizvaja preveč, da lahko sebe privede tudi do izgorelosti. In D3 vitamin direktno deluje na ščitnični hormon in tako da to je ključna zadeva. In jaz ga sicer uživam kot prehransko dopolnilo, vi pa pojdite na sonce, saj bom tudi šla na sonce. Dejstvo je, da D3 vitamina zlepa ni preveč in če nam manjka D3 vitamina in če nam manjka B12 vitamina, se potem vsi ostali B vitamini ne vežejo
in če nam manjka po drugi strani silicija, ki ga pa dobimo največ v temnolistnati zelenjavi, to povzroča vnetja na celični bazi, vnetja na celični bazi pa vodijo vse bolezni. No, in zdaj pa poglejmo še kaj narediti ali pa kako spodbuditi še razstrupljanje na celični bazi. No, to je pa zdaj ena zadeva, kar je meni pomagalo, ko sem imela hudo kandidiazo. To je Betagard. Betagard je prehransko dopolnilo, ki vsebuje cink, bakar, selen. To so 3 minerali, ki delujejo na razstrupljanje na celični bazi. Vsebuje krom. Krom preprečuje naval lakote. Vsebuje jod in malo spodbudi delovanje ščitnice, ampak vseeno ga ni preveč. Kdor ima težave s ščitnico, vzame samo 1 tabletko na dan. Potem vsebuje ključne B vitamine, ki delujejo na razstrupljanje na celični bazi. Poleg tega vsebuje C vitamin in selen, ki delujeta na vodni del celice na razstrupljanje, in vsebuje karotenoidne snovi in E vitamin, ki pa delujeta na maščobni del celice. In dejansko razstrupimo na celični bazi, potem pa rabimo nujno še kalcij pa magnezij, da grejo strupi iz telesa ven, in je to to. Se pravi, kdor ima kandido, priporočam, vzemite Betagard, kalcij, magnezij pa probiotike in je to to. Niso toliko težke, niti toliko drage zadeve, to, kar deluje na zdravje, predvsem so pomembne informacije. Zdaj, kje vse to dobite, kar sem vam zdaj razlagala, ta kombinacija je skoraj vsa, če jeste gobe, samo bi bilo pametno dodati nekaj paprike zraven, da dobite nekaj karotenoidnih snovi, vse ostalo pa skoraj da gobe vsebujejo. Tako da pač vedno lahko dobite ogromno s hrano, ampak če ne gre s hrano, v tem primeru pač poskrbimo na drug način. No in zdaj bom tole kar malo preskočila, to sem že vse razložila, od prve stvari do zadnje, zdaj vam bom pa razložila še eno stvar. Zdravi smo toliko, kakor so zdrave naše celice, to je dejstvo. In naše celice razumejo naša čustva, ker smo mi komandant. In tukaj je knjiga Louise Hay, Življenje je tvoje, in vam povem, kaj tukaj noter govori, recimo pri alergijah. Nisem prej prebrala, nisem niti pogledala, ampak alergije. Se pravi, alergije, vam bom povedala, anemija, angina, alergije. Na koga ste alergični? Odrekate se svoji moči in si ponavljate, svet je varen in prijateljski, ampak da boste lažji, da vaše celice ne bojo razumele to kot čisti stres, si ponavljajte. A veste, kaj si ponavljajte? Dovoljujem, da je moj svet varen in prijazen do mene. Varna sem tukaj in zdaj. Dovoljujem, da se moja kreativnost izrazi. Pomirjena sem z življenjem in dovoljujem si iti s tokom življenja. Naj vam povem, da jaz sama, ko sem kandido, se pravi alergijo na sladkor pridelala. Zakaj sem pridelala to alergijo? Ja, alergična sem bila na mojega mentorja, nikakor nisva skupaj prišla in ta alergičnost na mojega mentorja se je odražala na mojem zdravju. In dejstvo je, da vsako čustvo zadaj nekaj povzroča. Dajmo zdaj pogledati jetra, težave z jetri. Kaj tukaj noter piše, če imamo težave z jetri? A ne, ker jetra delujejo točno na razstrupljanje našega telesa. Kronično nerganje, sami sebe goljufate, tako da zagovarjate nergavost. Slabo se počutite v svoji koži. No in potem si govorite, odpiram svoje srce. Ampak dejstvo je, da če imate zaprto srce in če si govoriš, odpiram svoje srce, ti reče zavesten pa daj no nekaj, kot ti zdaj tle bluziš, nakladaš. Zato je boljše, da rečete, dovoljujem, da se moja srčna energija izrazi. Povsod okrog sebe iščem ljubezen in jo tudi najdem. Dovoljujem si izražati ljubezen in dovoljujem, da se moja duša izrazi. Tako da, glejte, telo je zemljevid naših čustev. Podprimo ga zdravo hrano, s pozitivnimi mislimi in na koncu koncev, ko vse to naredimo, se dejansko naše zdravje izboljša. In to je slikca naše ta male hčerke Anje, ki zdaj že daleč od tega, naša Anja je stara 15 let. V glavnem, kaj je pomembno v našem življenju? Prioritete. Jaz se
spomnim svojega življenja, da sem imela prioritete, denar, pa je bila pa družina. Potem sem pa obrnila stvari in sem obrnila, veste, kaj je prva zadeva. Nekje na koncu sem bila jaz. Zdaj sem pa na prvem mestu sem jaz. Ker če sem jaz zadovoljna, pomeni, da sijem to svetlobo okrog sebe. Na drugem mestu je družina. Se pravi, bom najprej poskrbela za svoje otroke, ker to mi je res najbolj pomembno. Ta tretja stvar je pa potem denar pa posel. In pol je šele vse ostalo. Tako da, to je moj vrstni red v mojem življenju. In ko sem sebe postavila na prvo mesto, dejansko so se stvari začele spreminjati. Dokler sem bila jaz na zadnjem mestu in samo nergala pa nergala, sem zastrupljala svoje telo, moje telo mi pa vračalo zdravjem, ki ni bilo zdravje. Veste, in ko imaš zakisano telo, telo te hoče opozoriti na to, da je nekaj spremen. Naredi nekaj drugače. Začni drugače razmišljati in predvsem bod pomirjen s svetom okrog sebe, ker si samo življenje, nič drugega, si samo življenje in ko si dovolimo iti s tokom življenja, se vse zgodi. Res se vse zgodi. Zato imejte sebe radi in ko boste dovolili ta tok življenja v svojem življenju, ste videli. Pa se začnejo dogajati čudeži. Tako da imejte sebe radi, ker če sebe vi ne boste imeli radi, kdo vas bo imel radi? Začnite pri sebi in potem boste sijali to okrog sebe in vsi bojo rekli, wow, kako dobro izgleda, ko se tebi dogaja. Ko sebe postavite na prvo mesto, se vse zgodi. Tako da imejte se radi, poskrbite za sebe in potem se bo vse uredilo okrog vas. Tako da, lep dan, uživajte v življenju in ne pozabite na sebe, ker dovoljujte si, da se imate vsak dan bolj radi in se cenite, pojdite s tokom življenja.